ne bi nastal napačen vtis, da Nova Slovenija samo kritizira in samo govori, kaj je narobe oziroma s čimer se ne strinjamo. Jaz moram reči, da je Nova Slovenija zagotovo ena izmed najbolj konstruktivnih strank in da pri vsaki stvari, ki jo kritiziramo, tudi ponujamo predlog rešitev. Morda za začetek samo glede zadnje debate oziroma razprave v zvezi z rebalansom, ki se tudi navezuje na številne stvari, o katerih je govorila predsednica, ko smo govorili, da zviševanje davkov ni pravilno in tako naprej. Tukaj se je pokazala prav konceptualna razlika med našim načinom dela, načinom naše vlade in pa sedanje vlade. Če smo mi proračun poskušali uravnotežiti z znižanjem odhodkov, jih ta vlada predvsem poskuša uravnotežiti z zviševanjem davkov. To je bistvena razlika. In zdaj, če me sprašujete in če vprašate, kako bi mi te stvari naredili, da bi uravnotežili proračun, da ne bi davkov zviševali, mi odgovarjamo zelo preprosto. Javni sektor je preobsežen, javni sektor je potrebno zmanjšati in poenostaviti je potrebno postopke. Poenostavljeni postopki bodo pomenili, da potrebujemo manj uradnikov, zmanjšanje javnega sektorja bo pomenilo tudi manjša masa za plače. To je, mislim, da tista bistvena stvar, na katero velja staviti in da z zniževanjem plač v javnem sektorju enostavno ne gre več, ker ta javni sektor bo iz dneva v dan postajal manj zanimiv in na nek način se bo vršila negativna selekcija, ker bodo vsi enako kaznovani, tisti, ki delajo dobro in tisti, ki delajo slabo. Da pričajo o naši konstruktivnosti tudi statistični podatki, ki govorijo naslednje, da je Nova Slovenija med opozicijskimi strankami prva stranka po številu vloženih zakonov v tem prvem polletju. Nova Slovenija je v teh 6 mesecih vložila največ zakonov, pa če začnemo zakonom o referendumu, o ljudski iniciativi, zakon o verski svobodi, zakon o vojnih valilih, o prostovoljnem članstvu v Kmetijsko-gozdarski zbornici in tako naprej. In danes sem vam predstavil tudi en zakon, ki ga pišemo in ki ga delamo v zvezi, in sicer delamo novelo zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Nam se zdi to izjemno pomembna tematika, ki bi zadela ogromno ljudi in jim olajšala njihovo delovanje in pa poslovanje. Zdaj, se veste, smo v času, ko se govori o razbijanju monopolov. Nekateri razbijajo rdeče monopole, včeraj smo razbijali energetske monopole, Nova Slovenija bo poskušala razbiti tudi SAZAS-ov monopol. Zdaj, s to novelo zakona o avtorskih in sorodnih pravicah nikogar ne želimo oškodovati, res nikogar. Zdi se nam prav, da avtorji pošteno zaslužijo in da uporabniki teh intelektualnih storitev, intelektualne lastnine pravično plačajo za to uporabo. In na nek način s tem našim predlogom bomo tudi pomagali kolektivnim organizacijam, kot sta SAZAS in IPF, da bodo na boljšem glasu in da bo med plačniki in njimi, ki zaračunavajo te storitve, tudi manj konfliktov. Da sedanja ureditev ni dobra, govori vrsto argumentov. Kolektivne organizacije, kot sta SAZAS in IPF, občutno preveč denarja porabijo za svoje lastno delovanje, da to ni iztrte izlite, vam lahko pokažem en graf, z katerega se zelo jasno vidi, da stroški, ki jih recimo SAZAS uporablja za svoje lastno delovanje, so daleč nad evropskim povprečjem. Torej, to je eden izmed problemov, to je pretirana poraba denarja za svoje lastno delovanje, kar posledično pomeni, da ostane manj za avtorje, zaradi tega so avtorji manj plačani. Druga stvar, ki nas zelo moti, da kolektivne organizacije zaračunavajo vohunjenje. Sliši se zelo trd izraz, ampak enostavno se dogaja, da IPF zaračunava nekega, v navednicah, vohuna, ki pride na neko prireditev, zraven zaračunajo potne stroške in vse ostale druge stvari, brez da bi tega človeka kjerkoli videli, da bi vedeli, ali je dejansko bil na tej prireditvi in ni bil. Potem naslednji problem, ki se pojavlja, da organizatorji posameznih prireditev dobivajo različne račune, en račun od SAZAS-a, drugi račun od IPF-a in tako dalje. To so vse stvari, ki nas motijo v Novi Sloveniji in to so stvari, na katere so nas številni opozarjali, ko smo hodili po Slovenijo in ko je poslanska skupina Nove Slovenije obiskovala različne kraje po Sloveniji, je bilo to ena izmed številnih pripomb najrazličnejših organizatorjev, da je ureditev na podlagi sedanjega zakona o avtorskih in sorodnih pravicah
neustrezna. Z novelo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki jo bomo predlagali, bomo uredili predvsem naslednje. In sicer bomo omejili sredstva, ki jih kolektivne organizacije lahko porabijo za svoje lastno delovanje. To je ena stvar. Druga stvar je, druga novost, da bomo uveljavili načelo enotnega računa, kar pomeni, da bo mogel uporabnik, koristnik dobiti en račun, ne pa tako kot danes, ko en račun dobi od SAZAS-a, drug račun pa od IPF-a. Te organizacije se bodo mogli spraviti skupaj, narediti neko kolektivno organizacijo in izdajati enoten račun. In tretja stvar, ki jo tudi naša novela uvaja, je, da bomo zahtevali večje popuste za neprofitne in dobrodelne prireditve. Naša poslanska skupina je oblikovala posebno strokovno skupino, ki je s temi stvarmi se začela ukvarjati, je tudi pripravila že neko teze za osnutek tega zakona. Čez poletje bo ta zakon dokončan in pripravljen in v jeseni napovedujemo, da bomo ta zakon tudi vložili. Zavedam pa se, da to, kar počnemo, je izredno nevarno početje. Številni so nas opozarjali, da tega ne delamo, da za tem stojijo močni lobiji in da je marsikdo že pri tem početju odnehal. In da lahko pričakujemo v prihodnjih mesecih številne diskreditacije in napadi. Jaz lahko samo odgovarjam, da smo na te stvari pripravljeni in pa rad tudi preventivno opozoril vse ljudi, da bo najbrž v prihodnjih mesecih kakšen napad na Novo Slovenijo in na poslance Nove Slovenije, ki bomo ta zakon vložili, nekoliko bolj intenziven, kot bi sicer bil. Ampak enostavno si ne moremo dovoliti, da bi nekateri postajali nedotakljivi in če so se jih drugi izogibali, se jih v Novi Sloveniji ne bomo in bomo poskušali razbiti tudi ta monopol in narediti zadeve mnogo bolj pravičnejše.